Pozdravljeni na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Šolskega centra Kranj. Te zanima ekonomija, administracija, trgovina, morda pa urejanje pričesk, ali pa si bolj tehnični tip in te zanima vse v povezavi z gradbeništvom. Na SESGŠ izobražujemo na 3 izobraževalnih področjih: ekonomskem, frizerskem in gradbenem. Kako oblikovati poslovno idejo in kaj vse je potrebno, da se poslovna ideja tudi izpelje? Če želiš vedeti, kako se vodi računovodstvo, kaj je to obrestno-obrestni račun, potem je program Ekonomski tehnik tvoja primerna izbira. Produkt ali storitev je potrebno znati ponuditi in prodati na trgu. Vse informacije o tehniki prodaje in poznavanju blaga boste prejeli v programu Trgovec. Ker pa je v podjetjih in institucijah potrebno imeti urejeno dokumentacijo, je administrator poklic za vse, ki želite imeti red in disciplino v delovnem okolju. Poleg usvajanja različnih računalniških programov, na primer računovodski program Minimax, dijaki ekonomskega področja obvladajo tudi veščino 10-prstnega slepega tipkanja. Ta je v današnjem digitalnem času še kako dobrodošla. Znanje, pridobljeno v programih Ekonomski tehnik, administrator in trgovec, vam ne bo služilo le na vaši poklicni poti. Zelo uporabno bo tudi pri upravljanju osebnih financ in pri urejanju zadev z različnimi državnimi organi. Vsako delovno mesto zahteva urejenega zaposlenega. V frizerskih salonih boste pridobili vse potrebne veščine, da boste znali urediti še tako zahtevno stranko. Spretni boste ne samo pri urejanju pričesk, temveč tudi pri ličenju in negi rok. Mnogi strokovnjaki poudarjajo, da je urejeno bivalno in delovno okolje za dobro počutje človeka zelo pomembno. Tu so gradbeni tehniki, ki bodo v pomoč vsakemu investitorju pri gradnji njegovega doma. In kaj je lepšega kot v mrzlih večerih sedeti ob toplem kaminu? Pečarji, polagavci keramičnih oblog so tisti mojstri, ki z izdelavo peči poskrbijo za toplino zimskih večerov. Da dela v gradbeništvu potekajo brezhibno, so tu še tesarji, zidarji in pomočniki pri tehnologiji gradnje. Za prijetno notranjost poskrbijo slikopleskarji, črkoslikarji, saj znajo z barvami pričarati nasmehe v še tako siv in turoben dan. Pouk na področju gradbeništva se izvaja s podporo profesionalnega računalniškega programa AutoCAD in v skladu z načeli sonaravne arhitekture z vključevanjem najnovejših trendov v gradbeništvu. Da dijaki pridobijo ustrezne poklicne veščine, poteka del pouka v obliki vaj oziroma praktičnega pouka. Izvaja se v računalnicah, ki so opremljene s sodobno tehnologijo, specializiranih učilnicah, delavnicah ter salonih. K dobri poklicni izobrazbi prav tako pripomore izvajanje pouka splošno-teoretičnih predmetov, znanje maternega jezika, matematike, tujih jezikov. Vse to je še kako dobrodošlo pri vsakodnevnem poklicnem delu. K splošni razgledanosti pa sodita še naravoslovno in družboslovno področje. Za zdrav duh v zdravem telesu poskrbijo učitelji športne vzgoje, saj se trudijo mladim privzgojiti gibalne navade, ki jim bodo tudi v kasnejših zrelih letih pripomogle ohranjati zdravje. Za uspešno šolsko delo imajo naši dijaki na voljo uporabo šolske knjižnice. Prijazna knjižničarka jim je pri iskanju virov in gradiv vedno pripravljena pomagati. K sproščenemu pregledovanju revij in literature pa vabi bralni kotiček.
Naši učitelji so prijazni in pripravljeni dijakom pomagati pri njihovih stiskah. Vsakodnevno se trudijo ustvarjati varno in spodbudno učno okolje, ne glede na obliko izvajanja pouka, torej v šoli ali na daljavo. V timu Vsak šteje si z izvajanjem različnih ukrepov prizadevamo, da bi bili naši dijaki uspešni in zadovoljni. Učitelji, tutorji jim z neformalnim pristopom skušajo pomagati pri njihovih težavah. Za odlično prakso se je izkazalo tudi mentorstvo dijak-dijaku. Na šoli prisluhnemo tudi tistim dijakom, ki iz različnih razlogov potrebujejo prilagajanje šolskih obveznosti, kot so recimo dijaki športniki. Če ste radovedni, radi potujete, se družite in ste pripravljeni svoje znanje deliti z vrstniki, se imate možnost vključiti v mnoge projektne dejavnosti šole in si preko njih tudi mednarodno širiti svoja obzorja. Prav tako velja omeniti izjemne dosežke naših dijakov in njihovih mentorjev. Smo najboljša šola v Sloveniji na področju finančne pismenosti. Smo odlični pri izkazovanju znanja računovodstva, poslovne matematike in statistike. Na mednarodnem nivoju je naš dijak programa Frizer osvojil prvo mesto v kategoriji moško striženje. Dijak slikopleskar črkoslikar je osvojil prvo mesto na državnem tekmovanju in se nato udeležil mednarodnega tekmovanja Euroskills v Budimpešti. Pri izvajanju pouka se trudimo prenašati znanje med učitelji in dijaki različnih programov in usmeritev. Prepričani smo, da le s prenosom znanja, z medsebojno podporo in sodelovanjem nadgrajujemo svoja znanja in bogatimo medsebojne vezi. Lep primer tovrstnega sodelovanja je naš šolski čebelnjak. Pobudo zanj so dali dijaki. Tako je ideja dobila idejni načrt. Najprej so dijaki pod mentorstvom učiteljev pripravili popis potrebnega materiala, cenovno ovrednotili izvedbo, pripravili temelje in izdelali čebelnjak. Pri razvijanju in realizaciji ideje so sodelovali dijaki vseh programov. Kar predstavlja dodano vrednost šolskega projekta pa je, da so dijaki različnih področij in programov uporabili svoje teoretično znanje in ga prelili v praktično izvedbo projektne naloge. Od virtualnega, idejnega do realnega, od idejnih zasnov do šolskega čebelnjaka. Če želite pridobiti veščine poklica, se naučiti idejo tudi realizirati, potem je srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola vaša prava izbira. Se vidimo na srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli.